Dober večer. Za nami je športno fantastični konec tedna in mi smo še posebej ponosni na našo sijočo Ano Drev, ki je v sobotnem veleslalomu na Mariborskem Pohorju osvojila drugo mesto. Ana je bila po prvi vožnji šesta, nato pa je z odlično drugo vožnjo v cilju prevzela vodstvo z 88 stotinkami prednosti, kar je bilo na koncu dovolj za drugo mesto. Nadaljuje se tudi domače prvenstvo v košarki. Odigrani sta bili dve tekmi 13. kroga. Helios se je zmago nad Šenčurjem ustalil na tretje mesto lestvice. Zlatorog pa je 67 proti 55 premagal Lastovko. Zlatorog Laško ima po 13 krogih sedaj enako število točk kot vodilna Rogaška. Helios ima na tretjem mestu po zadnji zmagi točko manj. Velenjski tekvandoisti so na državnem prvenstvu, ki je v soboto potekalo v športni dvorani osnovne šole Zreče, osvojili naziv najboljšega kluba ter nazive najboljših posameznikov v 4 kategorijah. Skalčki so se domov vrnili s 33 posameznimi in 7 ekipnimi naslovi državnih prvakov, 20 drugimi in 16 tretjimi mesti. V Velenju se je minuli konec tedna končala amaterska zimska tekaška liga z naslovom Najkrog 2015, ki poteka po poteh Velenjskega jezera. Z najhitrejšim časom 20 minut in 17 sekund je med moškimi zmagal Darko Kralj. Pri ženskah pa je bila s 24 minutami in 36 sekundami najboljša Boža Meža. Še na Koroško poglejmo. V Črni na Koroškem so v kulturnem domu namreč pripravili športnik leta 2015. Že 11. je ta naziv najboljše pripadel Tini Maze. Dogodek je potekal v organizaciji Koroškega radia, športnega tednika Karizma in občine Črna na Koroškem. V sproščenem vzdušju so podelili priznanja najperspektivnejšim in najboljšim koroškim športnikom. Mi to organiziramo že 13. po vrsti, to pomeni poskušamo izbrati najboljšega koroškega športnika v absolutnem smislu, torej bi rekel po domači članski kategoriji, moški žensko v eni, ni ločenih kategorij in pa potem seveda posebna kategorija za mlade perspektivne športnike. Same priprave seveda trajajo že nekaj časa, kajti ta akcija poteka nekako po 3 tirih. Eno je glasovanje na radio, torej radijsko glasovanje v našem metru, drugo je glasovanje preko športnega glasila Karizma, kjer imajo natisnjene neke kupone in pa njihove spletne strani. Tretjo je pa strokovna žirija, ki tudi doda svoj delček in potem se to vse primerja in se določi ta vrstni red. Morda bi še jaz opozoril na eno zanimivo zadevo. Letos smo spremenili sistem glasovanja, kar se tiče same žirije. Prej so to delali športni novinari, no letos pa smo poklicali na pomoč stare športne koroške ase. Med njimi so tudi olimpijci, nosilci mnogih priznanj, skratka zelo zanimiva druščina. Na Koroškem deluje veliko izjemnih športnikov, zato komisija z izbiro najboljših ni imela velikih težav. 11. po vrsti zmagala Tina Maze, na drugo mesto je zasedel plavalec Damir Dugonič, ki je, kot vemo, osvojil zlato medaljo na Evropskem prvenstvu v plavanju v malih bazenih. Tretji pa je bil Tine Urnaut, ki je kapetan slovenske reprezentance v odbojki, ki je tudi prijetno presenetila v preteklem letu z srebrno medaljo na Evropskem prvenstvu. Potem imamo še pa kategorijo 15 perspektivnih športnikov. Tu moram povedati, da je zmagala Janja Garnbret, zelo perspektivna mlada športnica, ki se je že pravzaprav tudi v članski svetovni konkurenci izkazala in tokrat je gladko zmagala v kategoriji perspektivnih, torej tistih do dopolnjenega 20. leta starosti. Številni vrhunski športniki so bili zaradi obveznosti zadržani, zato smo za komentar zaprosili starše. Za družino, pa tudi za njo, jaz mislim, da je to za njo še vedno ena velika čast in priznanje za to, da jo pač Korošci podpirajo in so jo podpirali. V družini ga podpiramo. Damir se pripravlja trenutno za prvo, letos ima Evropsko prvenstvo v Londonu, potem so pa olimpijske igre, tako da formu stopnjuje postopoma. Zdaj trenutno je Maribor na državnem prvenstvu, se upravičuje, da ne more priti. Mi mu vsi želimo, da ta cilj doseže. Mislim, da je to res, se lahko zgodi, ne vem, če se lahko še ponovi kaj takega, ampak vsaj kar se rezultatov tiče, mislim, da se bo ponovilo, ampak kar pa osebnih stvari, da je uspel zaključiti
šolanje, da je postal prvi spremljevalec v Evropi, da smo osvojili medaljo. Mislim, da je to fantastično. Četrto mesto v absolutni kategoriji je dosegel prav tako odbojkar Klemen Čebulj. Na 5. mestu pa je pristal 4-kratni zmagovalec svetovnega pokala v jadralnem padalstvu in dobitnik mnogih najvišjih odličij Matjaž Ferrarič. Zdaj je konec sezone, pa malo počitka tudi paše, drugače pa, tako sem rekel, najbrž je res to en tak šport, ko se ga da bolj dolgo aktivno pa na visokem nivoju delati in kot očitno vidim zadnja leta tudi edini neolimpijski šport, ko nekako parira ostalim olimpijskim, ker pač imajo eno prednost in je čisto v redu v taki družbi. V čem si boste najbolj zapomnili leto 2015? Po teh svetovnih rekordih sigurno, pa predvsem po tem, da sem po lanski operaciji kolena nekako bolj razmišljal o tem, da je morda to sezona, ko vse skupaj zaključim počasno, ne morda kar tek naenkrat, pa se je pol začelo tako obetavno že s prvo tekmo in prvo zmago v svetovnem pokalu, pol pa sploh cela sezona bila res taka, kar se svetovnega pokala tiče, res najboljša do zdaj na celo. To pomeni tem 3 dobrim desetletjem, sploh zadnjim uspešnim svetovnim letom, boste zdaj dodali še kakšnega? Ne obljubim, ne bom pa kar tako končal. Se mi zdi, da nekako, če lahko enakovredno se kosam z mlajšimi, je dosti motiva še zmeraj, ko pa ne bom enkrat konkurenčen tistim, pa brž ne bo pravega motiva, bo bolj letenje za užitek, kar pa bo še ostalo, upam, dolgo cajta. Prireditve so se udeležili koroški glasbeni gostje, Samo Sam, Lucija Štrekelj, Luka Pernek in Žan Lubnik. S tem prispevkom pa se iz športnega uredništva tudi poslavljamo in želimo lep večer še naprej.